Prehajamo na peto točko dnevnega reda, to je sklop strokovne podlage za območje AP, etaža 405, to sem točko na noč. Sa 24 členom čistega prostorskega načrta omogoča, da na območju razpršene poselitve prihaja do odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, če se seveda s strokovno podlago dokaže, da ne gre za pomembna odstopanja. Na osnovi te določbe smo prijeli pobudo ter strokovno podlago strani investitorja oziroma kupca nepremičnine, za katere je lastnik ob nakupu misli pač prijel, da je legalna, kasneje ugotovil, da je nelegalna in da stanovanjska hiša, ki je kupil, ni zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem. Neskladnost je sicer majhna, kaže se le v nepravilni obliki krčade, ki je trapezne oblike in je prostorski izvedbeni pogoji ne vključujejo. S strokovno podlago samostalno 124. člena ugotavlja, da obstoječe stanje, se pravi hiša takšna, kakršna je, bistveno ne vstopa od oblikovalskih ali gabaritnih pogojev terena in je sprejemljivo umeščeno v prostor. Določi se dodatni prostorsko izvedbeni pogoj s to strokovno podlago in na območju ureditve enote z oznako A2405 dopušča izvedbo osvetlitve podstrešnih prostorov s trapezno krčado, kot je že izvedena. Zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme ta sprejmo podeliti strokovne podlage za območje A2405, na osnovi tega lahko investitor legalizira svoj objekt. Tudi tu so bile dve pozitivne komisije, so dali pozitivno mnenje, želijo to razpravljati. Želim ne, je za ta na glasovanje, sprejme se svet potrebiti strokovne podlage za območje A2405. Prisotnost. Prihajamo na 6. točko dnevnega reda, to je svetlo dokonitve letnega načrta ravnanja nepremičnin premoženja občine Brežice iz leta 2020. Marija Višnjica. Hvala za obložitev. Hvala. Na občini se je vrnil zasebni investitor, ki želi nadaljevati izgradnjo stanovanja stanovanj. Občinskih stanovanj tukaj v Brežicah, ki je za istega investitorja. Pobuda je, da se stanovanja sredina na dveh parcelah, ki so najbolj ob teh stanovanj, ki imamo to starejše občane. Gre za te stavbne zemljišči, ki stoji v tem območju, ki je v bistvu obrno in namenjeno tovrstni gradnji, torej gradnji stanovanja stanovanj. Na občini pobudo investitorja pozdravljamo, glede na kapaciteto Sloveniji tudi v občini, pa v Sloveniji 60 stanovanj stanovanj in prostore eno, v Brežicah pa imamo trenutno 24 stanovanj stanovanj, od tega je vse zasedeno. Glede na to, da je veliko prebivalstva starejšega in se povpraševanje po teh stanovanjih veča, to pobudo pozdravljamo, potreben je pač hitro odziv lokalne skupnosti in lahko prispevamo zemljišča. Pristopili k prodaji na podlagi zakona, torej pristopili v skladu z zakonom, torej javni razpis, ki si pa izgovorili odkupno pravico za tri stanovanja, ki se tukaj lokalno meni. Zdaj, glede na to, da te nepremičnine niso zajete v programu ravnanja z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem, kaj se je občinski svet februarja letos, se pač predlaga dopolnitev, to dopušča zakon v primeru spremenjenih prostorskih potreb. Torej se predlaga dopolnitev letnega načrta v tej smeri, bi pa samo še dodala, da je šlo aplikacijska napaka v samih sklepom. In sicer v drugi točki se nam isto sklep navaja sklep, torej predlaga, da se sprejme sklep z redacijskimi popravki.
Hvala. Odpiram razpravo, želi ga razpravljati. Odbor, ja, prosim, odbora je tako pozitivno mnenje, želiš mnenje odbora. Pozdravljeni, hvala za besede. Kako skozi rečeno je doktor pripadni svet, tako že omenjeno zaradi pomanjkanja tovrstnih kapacitet moči celotne države, se bojimo, da bi, kako smo tukaj v obrazagi, v bodu razloženo, pride ta stanovanje tega upravljanja sklad in je bojazen, da bi naši občani ostali v bistvu kaj za njih ne bi bilo, oziroma da izpadajo, da bi možnost pridita stanovanje, ki predlagamo, da se občine nekako poskuša pogajati, da zraven teh treh stanovanj, ki bi jih nakupili, da so še določili, oziroma zbori določili fond stanovanj, ki bi bili meni za naše občane. Koliko te hvala. No, razpravi želite biti, nemamo razrešila. Ne, prosim. Hvala za besedo. Jaz sem tudi na Odboru za finance vprašal Nadjo, kako ste kaj zadovoljali situacijo, recimo tukaj je investitor izrazil želje, pač da bi pristopil v tem projektu in to izveduje. Moj pomislek je o tem, zdaj pri energetski sanaciji smo videli, da se določenih stvari žal zaradi zakonske ureditve ne splača delati v državi oziroma lokalni skupnosti, medtem ko zaradi poračunave DDV-ja privat investitor delat bolj konkurenčno, že štartu. In mene zanima sledeče, recimo samo za pripravljeno scenarije. Recimo, da se investitor zdaj izveduje in se želi recimo voditi tega podjema, občina pozdravlja, občinski svet to potrdi, potem pa se mogoče spremenijo okoliščine in investitor ne pristopi k izvedbi samega projekta. V tem primeru pač ne bi bilo zadoščeno temu, kar je namenjeno, torej da se preveče kapaciteta tovrstnih nastanitev. In v bistvu na samem odboru sem vprašal, kakšna varovalka, časovna varovalka, recimo, da bi tak investitor za spremenjenje okoliščin odlagal izvedbo takega projekta. Ker tem se bo mogoče lahko tudi okoliščine zakonski spremenijo, pa bo interes lokalne skupnosti ali države, da te kapacitete naredili svoje režiji, ker vemo, da na koncu takšni objekti, ki so narejeni strani privatnih investitorjev, so na koncu storitve 18% dražje, ponekod pa poprečje, ponekod pa tudi zastojno več. In seveda si ne želimo na koncu, da bi pač za nastanitev konkurirali samo najbolj ljudje, ki imajo največ podpacij. Ostali bi še vedno morali potem iskati nastanitve, recimo sosednje samo dobro. To je konkretno vprašanje. Zanima me, kako si je občina zamislena varovalko v primeru, če ta investitor ne bi pravočasno počel z izgradnjo teh kapacitet. Hvala, še ne imamo zdaj. Hvala lepa za besedo. Je bilo par vprašanj, se pravi, kdaj se planira, da bodo ta stanovanja na voljo za prodajo in za najem. Dejansko se strinjam s tem, da bo treba neko varovalko dati, oziroma definirati, do kdaj bi to bilo. Druga zadeva, ki me zanima, koliko stanovanj se planira. Se pravi, to, če ne bo neka številka, potem je to brez veze, prav mora biti za ta namen, kot je dejansko to, ta zadeva bila podana. Kdaj je bilo ta stanovanja na voljo, in kako je bilo ta stanovanja, ter ali bodo ta stanovanja samo najemniška ali samo za prodajo. Imam pa tudi eno stvar, še ki mogoče ni čisto povezano s to temo. Mi smo se že o stroških preko
rekel, ostarelih, ki rabijo bivanje v posameznih domovih, smo se že pogovarjali in smo ugotovili, da so te cene velike in da veliko naših občanov išče taka stanovanja v sosednji Hrvaški. Me na nek način zanima, kaj smo storili, oziroma kaj planujemo storiti, da bi prišlo do znižanja cen, oziroma če bomo mi kaj zgradili, da bo te cene nižje in da bo te na nek način, ki so sedaj na Hrvaškem, da le prišli k nam v domove. Definitivno je za te uporabnike, ki so zdaj na Hrvaški, velika težava, recimo priti v Slovenijo, kjer imajo veliko zdravstvene usluge in podobno. Mislim, da tukaj tudi bodo nekaj narediti. Mogoče je to tudi priložnost, da se zadeva poceni, glede na obstoječi dom, ki je trenutno narediti. Hvala lepa. Ja, zdaj, v bistvu, te stvari mešamo zdaj. Gre za dom upokojencev, v katerih bojo bili nastavljeni, gre za urbana stanovanja, najemniška, ki bojo imajo tisti, kjer se bo najem vzel, lahko bo nekaj svoje stanovanjske hiše prodal, bo šel v najem, to najemniška stanovanja, s tem, da tudi varovano stanovanje ima še določene druge usluge, ki jih normalni stanovanje nimajo. Zdaj, dejstvo je, da mi v tem primeru nimamo nekaj rizika. Mi bomo zemljišče prodali, ta vlastnik, ki pa je bo zgradil, pa v skladu z OPN, ki smo pa študirali na tem občinskem svetu, lahko gradi samo stanovanje. In praktično s toj zemlje nima kaj, kar pomeni, da jaz se verjamem, da bo šel v rizik nekdo, konec koncev še treba povedati, da to zdaj, da je bil še en ponudnič, ne pomeni, da je on zakupil. Mi bomo morali tu narediti pravni pozivili, tiste je podal najbolnejši ponud bo bil najem. Mi danes samo govorimo o tem, da bomo to zemljišče predali nekomu, ki bo želel v Brežice graditi varovana stanovanja. Zdaj druga stvar, mislim, da OPN ne vem koliko je, 36 koliko je, če ve Tuška, koliko je tam možno graditi stanovanja. 30 nekaj taga. Mislim, da je lahko 30 stanovanj možno graditi, sigurno jih bo poskušal narediti toliko, koliko je zapisano po OPN, zato ker tudi njemu se ne splača zemlje kupovati, pa na njemu narediti manj stanovanj. Zdaj, varovalo, kar se tiče cen, je, da želi se kandidirati na stanovanjski sklad, ki ima določeno maksimalno ceno in potem stanovanjski sklad je kupi 50% sam, 50% pa jih tem vlastniki ostane, kar pomeni, da je stanovanjski sklad dajo v najem in on ima pa določeno maksimalno ceno, mislim, da je okoli 1700 evrov kvadratni metri, kar pomeni, da je to določena cena. Tako da, jaz mislim, da mi v tem primeru praktično ne dobimo nič, mi bomo samo omogočili podjetniški pobudov, mi bomo prodali celo svoje zemljišče po ocenjeni vrednosti in bomo omogočili nekakšno možnost stanovanj in pa življenja za tiste, ki si bojo pač odločili za to bivanje. Zdaj, druga stvar, kar se tiče v tem, kar se govori, čeprav ni predmet, da nas to te ljudi, ki grejo na Hrvaško, zdaj se da take cene Slovenije, ki so na Hrvaški, mi ne moramo zagotoviti. Eno so normativi, druga stvar je, da so pa nam više plače. Definitivno cena doma ni odvisna od stavbe, ampak je odvisna od normativov, ki jih mi določamo, koliko mora biti zaposleni in pa seveda od kolektivnih pogodb, ki te ljudje dobijo za svoje delo. Zdaj vemo, če ti zračunaš plače naših in preračunaš na stanovalca, pač so stroški taki, kot so. Je pa res, da imamo tudi bistveno višji standard, da imajo določene ljudi na Hrvaškem. Zdaj, kar se tiče občine, občina v domu sedanji upravlja primarne enote. To so dejansko za tiste, ki so koliko še konkretni, podobno sistem, kot so mogoče bi rekli bolj primerni greje študentskih domovih, kjer so lahko imajo 3-4 vsak svojo sobo, z kopalnico, z WC-em, ali pa samo z WC-em in skupno kopalnico in tam se bojo lahko namestili, en drugim pomagati in to so edine variante, da lahko starejši, ki imajo nižje dohodke, omogočimo neki kvalitetni bivanje po ugodnih cenah in to tudi delamo. S tem bi radi še naredili potem določen servis, ki ga lahko delamo prek ne vem na kakšen način še, sicer to bo lahko delali in ljudem pomagamo prek prostovoljcev za daš. Tako da, definitivno to smer gremo, vendar danes pa s tem bomo samo omogočili, da bo lahko nekaj naredil, bo pa sigurno varovalka pri razpisu
na tak, ki bo kupil, konc koncev se bi moral tudi zavezati, da bo določen rok naredil. Njemu bo tudi interes, ker če bo vložil v zemljišče, ne vem, mislim, da to zgodno 200 000 evrov, ne bo kupil zato, da bi to zemljišče bilo tam mrtvo, da bo na njem vsi upravamo, zato da bo čim prej lahko se prijavil na stanovanjski sklad in šel v investicijo. Teoretično pravi, glede na to, da imamo vse prostorske plane za to pripravljeno, da je možno v roku 6 do 8 mesecev priti do dovoljenja in jaz verjamem, da bo v roku 2 let investitor želel to imeti gotovo, zaradi tega, kajti tisti, ki je delimo v zasebnem podjetništvu, je čas denar in sigurno se bo pospisali. Tako da danes mi odločimo samo o tem, da dopolnimo načrt našega proračuna, in katerim omogočimo, da bo šlo to vladanje. Jaz bi, glede na to, da še ni vprašanj, šel na glasovanje in upam, da bomo Peter še nekaj. Ja. Kaj je obrazložitev glasova, ali je replika, kaj je Obrazložitev glasova. Ja, bi lahko lahko obrazložitev glasova daš, glede na to, da je že razprava zaključena. Glede na to, da na isto vprašanje nisem dobil istega odgovora, kot sem ga dobil na odgovor za finance, tam je bilo namreč povedano, da se kot varovalka razmišlja enoletni izvedbeni rok. Tako je bilo povedati, da je končan, ko je bilo nazirite. Se pravi, glede na to, da nisem bil istega odgovora, bolj splošnega, ne konkretnega, bom pač zdržan. Hvala. Zdaj se ne vem, da kakšen govor, samo bi res videl, kdo je sposoben v enem letu pridobiti gradbeno dovoljenje za 36 stanovanj izgraditi in dati naprej. Jaz upam, da če pa je sigurno, je pa bila ta informacija verjetno. Prosim, Marja. Je bilo takšen odgovor, da vedno nekaj ne? Bi pa samo nekaj, jaz moram reči, da tvoj predlog, ki ga ti daješ, pomislek je na mesto in definitivno ne, vsi prav, moram reči, da ni nič narobe s tvojim pomislekom in definitivno bomo mi, ko bomo šli v razpis, dali določeno varovalko, to je podobno, kot imamo pri razpisih za gospodarstvo, kjer smo imeli v razpisih, ko smo prodavali nekaj parcele v industrijski zoni, kjer smo jim dali rok, da v 2 letih morajo pridobiti gradbeno dovoljenje začeti graditi. Bomo pregledali, kaj je tisti realni rok, definitivno bomo dali to varovalko, ker bi bila edina nevarnost, kar bi bila, glede na to, da je to idealno ali pa kvalitetni prostor za varovana stanovanja, da nekdo bi kupil, pa bi špekuliral že in to bomo pa sigurno od varovalko dali na nek način v javni poziv oziroma razpisi, da bomo morali narediti. Danes še enkrat rečem, samo dopolnjujemo naš proračun in glede na to, da svetniki tudi skrbimo za prihodke, je to tudi en dodatni prihodek proračunih, na katere mislim. Prav, s tem zaključujem in dajem na glasovanje. Izvolite, prosim. In glasujemo. Ugotavljamo, da je 23 za, ker pa vzdržan, kar smo mislili tudi to potrjeno. Prihajamo na 7. točko dnevnega reda, to je sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbo odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske steze Brežice Krško, vasno pa Brežice Čatež. Prosim. Jaz bi predlagam, da bi naredil skupno razložitev za 7. točko, ki je za podobno zahtevo, sicer kolesarsko stezo Brežice Krško vas in pa Brežice Dobrovo. Ja, Na zadnji seji, se pravi
12. redni seji občinskega sveta je bil sprejet sklep o javni razgraditvi sklepa o obdobitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob državni cesti Brežice-Dobova ter ob cesti Brežice-Krške vas in Brežice-Čatež-Savi. Na podlagi tega sklepa je bila od 2. junija pa do vključno 16. junija izvedena javna razgraditev. Javnemu naznanilo je bil priložen sklep o ugotovitvi javne koristi, projekt za izvedbo s katastarskim elaboratom, občinski prostorski načrt kot dokazilo o skladnosti načrtovanja rekonstrukcije s prostorskim aktom ter knjiga pripomb in predlogov. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine Brežice in v času uradnih bo tudi fizično dostopno v mali sejni sobi občine. V okviru javne razgraditve je imela javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgradni sklep. V pogledu in podaji pripomb na javno razgradne dokumente so se odzvali 4 solastniki 2 parcel na trasi kolesarske steze Brežice-Dobova. V tem je bilo tudi v odgovoru postavno stališče do pripomb. Mi smo tudi županje smo se sestali z temi 4 solastniki, s katerimi smo se tudi uspeli dogovoriti za odkupljene parcele ter za sklenitev služnosti za to parcelo. Hvala. Treba povedati, da je še sredno potrebno ta svet sprejet, zato ker imamo pa, mislim, da eno ali 2 parcele, kateri pa niso znani lastniki oziroma smeti v Avstraliji in novem zanikanje. Zaradi tega bo potrebno na osnovi teh svetov dogovoriti. Kar se pa tiče naših občanov, pa kot je bilo rečeno, za temi 4 smo se zadnjič že dogovorili, mislim, da so razumeli, da so tudi korektno potem pristopili k tem reševanju, tako da je popravno izkritosti primerno, če še prišlo. Dejstvo je, da moramo praktično že do avgusta, da moramo imeti vse ali nakupe zemljišč ali pa služnostne pravice za graditi, če želimo počrpati evropske sredstva in začeti kolesarske ceste. Zato seveda jaz predlagam, da danes potrdno kot seveda skrajno možnost vse katerim nasnikom do dogovora o odkupu. Odpiram razpravo, če želi kdo razpravljati, mislim, da so kot oba odgovora to potrebno. Kot vidim, ne bi šlo kar na glasovanje, najprej že točka 7. Sprejema se sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave R2 419 Krško vas na Brežice-Čatež-Savi. Glasujemo. Ugotavljam, da je 23 za in glasoval na sklep sprejet. Prihajamo še na točko 8, katera gre za enako zadevo, ki bi jo kako razpravljati od obrazložitve regula. Ja, potrebno čem prosim. Želite razpravljati? Ja. Prosim. Ja. Lepo zdrav sem skupaj in čisto kratka, namreč projekt izgradnje kolesarske povezave Brežice-Dobova je zelo zahteven, večklasen projekt, saj zajema tudi vzdrževanje dela oziroma rekonstrukcijo vozišča, javne razsvetlave z ureditvijo na brežin ter odvodnjavanje. Glede na to, da gre to za državno cesto, me zanima le, kako potekajo usklajevanja na državnem nivoju. Sem to. Ja, zaenkrat je še dogovor, da bojo država nastopila vsaj na tistih mestih, kjer imamo stične točke. Definitivno pa za celo cesto sanacijo od Trnja, oziroma od Novoja Trnja, čez Trnje, Mosterskim pa do Dobove ne bojo imeli scenarija, ko so prepovedali. Definitivno bojo pa bili tam zraven, kjer je nujno, da ne bo kolesarske
Prosim, bomo glasovali. Prosim, prisotnost. In pa, glasujemo. Ali ne glasuje, ali ne pritiska, ne vem. Ja, nisi se prijavil. No, seveda, vse je sprejeto, samo toliko dveh opozarjam, če slučajno komi ne bi delal. Bomo videli, kaj z naslednji točki še dela, ne, pa bomo končali.